Ne želi si vsakdo implementirati spremembe na hitro. Ampak, če gledaš ta video, mogoče si eden od njih, ki to želi narediti. Naj ti povem 7 točk, katere slediš in narediš lahko svoje spremembe zelo hitro in učinkovito, seveda. Ta prva točka, zelo pomembna, da ugotoviš, kdo si ti, kakšna so tvoje prepričanja, kaj te žene oziroma kaj bi rad storil v življenju. Najbolj pomembna točka, baza osnove. Ta druga, katera sprememba po tvojem prepričanju bi bila najbolj pomembna? Če jih imaš 100, ki jih moraš narediti, odloči se za eno, ki bi bila najbolj pomembna in bi jo tudi najhitreje implementiral v svoje življenje. Ta tretja, ne delaj 25 stvari naenkrat, fokusiraj se. Zdaj, v takem primeru, kot smo, se ustvarjajo temelji. Vsi vemo, hiša se zgradi od temeljev navzgor, ne od strehe navzdol. Se pravi, temelj je osnova. Če si prvi 2 točki opravil, tretja, ne delaj vse naenkrat. Tisto, ki si jo zbral in tiste, ki so blizu tej. Četrta, lastna zgodba. Zapiši lastno zgodbo. Ne rabiš biti pisatelj, lahko jo pišeš v bullet pointih, ampak napiš lastno zgodbo. Zgodba, ki tebe prepriča, da je varna, da je motivacijska, da je tista, s katero boš lahko osvojil naslednji korak v svojem življenju. Življenje je dolgo, zato ni treba narediti nobenih napak, že takoj preden karkoli začneš v praksi delati. Toliko časa pili zgodbo, da postane tebi prepričljiva in varna. Ne nevarna, varna. 5. točka. Najdi osebo, poslušalca, ki bo poslušal tvojo zgodbo. In potem ga prosi, če lahko doživeto s svojimi besedami to tvojo zgodbo ponovi. V primeru, da mu ne gre, da to ne gre, zameni najprej poslušalca, potem pa popravljaj še zgodbo. Okay. 6. Smej se, praznuj in preklinjaj. Se pravi, to je samo biznis. Ne grejo čustva ven, to ni ljubezen, to je posel. Ko ti nekaj ne gre, preklinjaš. Ko ti nekaj gre, praznuješ. In smej se dostikrat igrivo, delaj te svoje naloge zato, da boš videl, da v življenju se da marsikaj narediti s pozitivno energijo. In 7. točka. Če si vse te naloge, prvih 6 nalog, zelo dosledno sprejel, jih lahko delaš, jih lahko opraviš, potem si zrel za spremembe. V primeru, da si pa malo len in da se ti nekaj ne da narediti, potem najbrž še ni tako hudo, da bi rabil spremembe narediti. Če te zanima, kako narediti še kaj drugega naprej, spremljaj naše kanale. Ampak mene pa zdaj zanima, a si kdaj probal delati spremembe? In ali ti je uspelo, ali ti ni. Kaj ti je šlo na živce? Kaj ti ni šlo? Zapiš spodaj v komentar. Pa hvala vnaprej.